kar bi pa tukaj rad povedal, je pa moja zgodba s predsednikom Pahorjem. Zdaj pa verjetno že 3 leta težim predsedniku Pahorju za intervju, ker on je valjda ljudski človek, on čist smetnake, ukopava polja, pa valjda bo tudi enega Luka na 2-3 urce prenašal. Skratka, prvič sem pisal na ta njegov, kako se to reče, kabinet, službo za stike z javnostjo, da sem ta in ta, poslal sem nekaj svojih vzorčnih člankov in prosil za intervju. Naslednji dan je prišel odgovor, da je pač predsednik v tem mesecu že popolnoma zaseden, da to žal ne bo mogoče. Lukan je kozorog, Lukan se ne da tako hitro, tako da sem rekel, prav bom pa na naslednji mesec počakal, se ni problema, vi sam povejte, kdaj se bom jaz prilagodil. Spet je prišel odgovor, da je predsednik tudi naslednji mesec že blokiran, tako da s tem ne bo nič. Sem rekel, prav bom pa počakal več mesecev, pa me vi obvestite, kdaj je prilika. Čakal sem pol leta, nobenega povabila na intervju ni bilo in sem spet malo pognal. Sem rekel, zdaj pol leta že čakam, mogoče se že najdu termin, 2-3 urce zame. Ta njihova PR služba, kako že je nehala odgovarjati, skratka. Ampak mislim, da to Lukana ne zaustavil. Potem smo bili pa lansko leto 1. maja na prvomajskem srečanju na Joštu nad Kranjem, jaz pa moja 2 dvojčka. Nisem vedel, da je gor predsednik Pahor govornik, pač želel sem iti na malo zrak, nikoli nisem bil za 1. maja še na Joštu in tako z dvojčkoma pridem malo pod vrh in nas prehiti protokolarno vozilo s temnimi stekli, rdeča in plava lučka. Mi smo se omaknili, tako kot se normalno človek odmakne avto in izpadlo, ko smo prišli gor, da je slavnostni govornik Borut Pahor. Tam je natrosil pač nekaj svojih političnih fraz, prost Mihaj. Ampak tako kot pač politiki delajo. Natrosil je nekaj političnih fraz in se je spustil z odra dol, tako kot se spusti vozi Osborn med ljudi dol. Spodaj ga je pričakala gruča fenic. Zdaj, po moji oceni so bile te fenice, noče biti žaljivo, ampak 65 plus, ne? Ampak jih je bilo tako, kar oranka gruča. In meni kar naenkrat se prižge žalanca, jaz sem pa takole malo na hribčku stal z dvojčkoma, mislim, da sem en hladen pir imel v rok, pa prijel se me, ker mene se hitro prime. In pa sem dobil idejo, kaj če bi pa jaz šel zdaj Pahorju zamoriti, zakaj ne dobim tega intervjuja. Dvojčka sta bila čisto zgrožena, pa nam zdaj predsednik utežil, kako mislite nam, seveda bom. In sem šel dol in sem se postavil v vrsto, skratka, te fenice ga je ena po ena, slikajo se s predsednikom, to zgleda tako. Šel me dela predsednik fenice, mislim, da te 65 plus ne. Pridem na vrsto, dam roko in pravim, dober dan, gospod predsednik, jaz sem ta pa ta, imam eno vprašanje za vas. Je rekel, kakšno pa? Sem rekel, ja, 2 leti in pol že prosim za intervju, pa ga ne moram dobiti, pa me zanima zakaj, v čem je težava, ne? On se bo ozrel okrog, vse polno ljudi je bilo in prav, a veste, zdaj, ko ste me takole dobil, bom pa obljuben, da vam ga bom dal, ne? Pač se boste zmenil z mojo šefinjo protokola in nisem ga želel zadrževati tam, sem se odmaknil, sem dala roko, slikala se nisva, prepuščam to njegovim fenicam, tako da sem šel nazaj na hribče govoriti. Zdaj, da sem ugotovil mesec nazaj, da bo ta dvojčka to posnete, to, da on so pravci tako delajo. Dajte fotere še težiti predsednik. No in pa se vrnem nazaj gor, se usedem v senco, pijem naprej tisti pirček. To je bilo, rekel bi, pa ne vem koliko, več tisoč ljudi, res veliko ljudi, ne. In naenkrat pristop k mene ena blondinka zrihtana, to sem se zapomnil, ne. Pravo, ste vi ta pa ta, sem rekel, ja, jaz sem, a ste se vi s predsednikom zmenil za intervju? Ja, načelno sem se zmenil, je bila pa šefinja njegovega protokola, ne. A veste, je rekla, kakšen intervju bi pa vi naredil? Sem rekel, ja, jaz sebe smatram za malo drugačnega, moji intervjuji niso taki, kot so običajni. Ne zanima mene, kakšen odnos ima Borut Pahor z Janezom Janšo, ker to lahko preberete vse posod drugi. Rekla je, kaj bi ga pa posprašal? Sem rekel, ja, nimam pripravljenih vprašanj, ampak takole na pamet, zanima me, če njemu pri 56 letih se še zgodi spontana jutranja erekcija.
Mislim, da sem v tistem trenutku zgubil vse šanse za intervju. Skratka, zapisala si moje podatke, ampak do danes mobila še nisem dobil. Mogoče je to zdaj prilika, da ga spet malo pomnim. Ampak obljubljam tukaj pred vsem, če bi rada, moje prvo vprašanje bo: dober dan, gospod predsednik Pahor, a se vam pri vaših letih še dogaja to, kar sem prej rekel?